Iris Breganski ne sliši vsega, a sliši svoje srce, ko stopi na atletsko stezo. Že kot deklica je vedela, da bo šport njen svet. Danes je ena najobetavnejših slovenskih atletinj med gluhimi športniki. Z atletiko se je začela ukvarjati že kot osnovnošolka, navdih pa je našla v družini, kjer je šport del vsakdana. Zgleduje se po mami in teti, ki sta ji približali svet skokov in mnogobojev. Z leti je razvila vsestranskost, ki jo odlikuje v sedmeroboju, eni najzahtevnejših disciplin v atletiki. S predanostjo in trdim delom gradi kariero, ki presega meje tišine. Jaz sem bila začela, sem stara 10 let. Prvo sem trenirala kros, sem tekla, potem pa skokoviščine, ker je bila enako kot moja mami in teta. Zelo rada je plavala, smučala, spretna je bila tudi z žogo. Iris se je z leti prelevila v pravo profesionalno športnico. Njeni treningi potekajo vsak dan, včasih tudi 2-krat na dan. Treningi zahtevajo popolno osredotočenost in prilagoditve. Ker na tekmovanjih gluhih ni dovoljeno nositi slušnih aparatov ali polževih vsadkov, Iris trenira v tišini. Sporazumevanje s trenerko, mamo Mojco Berganski, temelji na zaupanju, kretnjah in branju z ustnic. To partnerstvo kaže, da tudi v svetu brez zvoka lahko dosežeš popolno športno harmonijo. Da jaz treniram 7-krat na teden, vsak dan. Zjutraj imam vsak dan rodovnici, popoldan pa sem sama treniram na fitnes ali pa sprostni tek teči, popoldan ali pa zvečer. Iris rada trenira brez polževega vsadka. Tudi malo je problem, ker ta aparat pri poskokih skače dol, tako da je večkrat pol zamaham, berem iz ustnic. Med treningom pa jo prosim, da da aparat gor in se potem bolj počasi pa natančneje pogovoriva. Iris je v preteklosti že dosegla odmevne rezultate. Svojo moč in talent je dokazala na številnih mednarodnih tekmovanjih. Prvič se je predstavila leta 2018 na mladinskem evropskem prvenstvu gluhih v Sofiji, kjer je osvojila 2 zlati in 1 srebrno medaljo. Na olimpijadi gluhih je prvič nastopila leta 2022 v Braziliji, kjer je osvojila 2 bronasti medalji. Da grem drugič olimpijske igre gluhih v Tokio, Japonska. Bomo videli, kako rezultati, kako bom tekmovala. Upam, da malo bom izboljšala rezultate. V Tokiu se sprosti, naj uživa v tekmi, želim ji, da pokaže, kako zna vso to tehniko, da se približa osebnim rekordom. Navijajte za nas. Pred Iris je nov velik izziv, olimpijski stadion v Tokiu, kjer bo znova nosila slovenske barve. Tekmovala bo med najboljšimi gluhimi športnicami na svetu, in sicer v sedmeroboju, skoku v višino in daljino ter teku na 400 metrov z ovirami. Iris na olimpijske igre ne odhaja le po rezultate, odhaja po izkušnje, ki bodo ostale za vedno, željo, da pokaže, kaj zna, in s ponosom, da med najboljšimi na svetu zastopa Slovenijo.